Najprej en lep, prijazen dober dan vsem skupaj. Vreme v Ljubljani sicer ni tako lepo, kot je bilo pri vas, ampak veste, tle v tej bajti smo navajeni vseh sort padavin, tako da bomo preživeli. Dobrodošli v Državnem svetu, tukaj z mano so državni svetniki, ki predstavljajo vašo regijo in gospodarstvo oziroma delodajalce in delojemalce. Oskar, se opravičujem, en prostor me zmanjko, jaz tega z veseljem pol prepustim. Jaz bom danes bolj poslušal. Po sestanku, ki smo ga imeli v Novi Gorici, sem popolnoma prepričan, da je zelo pomembno in potrebno, da se dobimo najprej mi danes tukaj, dogovorimo dnevni red za posvet. In čeprav bo mogoče posvet po sprejemu tega tretjega paketa, se mi zdi, da ne bo izvenel prazno, zato ker so zmeri možnosti za izboljšave in za spremembe. Vse tisto, kar je gospodarstvo predlagalo, je seveda šlo naprej in je zdaj v obravnavi pri tem tretjem protikoronskem paketu. Jaz pa mislim, da je treba situacijo spremljati dinamično, ker se spreminja iz dneva v dan in mislim, da bo potrebno še kakšna korekcija in kakšen ukrep, da iz te krize ne pridemo kot poraženci, ampak da jo štartamo kot potencialni zmagovalci. Zdaj, sodeč po temu, kar poslušam iz medijev, kaj se dogaja v državah okrog nas, kaj se dogaja pri naših glavnih trgovinskih in drugih partnerjih, vidim, da zadeva ne bo lahka. In se bomo morali zelo hitro obračati, da bomo nekako preprečevali velike in negativne posledice, ki se nam obeta v primeru neaktivnosti. Jaz bi rad izpostavil eno stvar. Glejte, zmeraj se mi je zdelo, da lepa beseda lepše mesto najde, kakor pa udrihanje po mizi in postavljanje na okope in vsak s svojimi zahtevami. Zato se mi zdi, da je Državni svet ravno en primeren forum, kjer se dobre ideje lahko obdelajo, se jih prezentira in se potem s temi idejami pride v politiko oziroma odločevalsko politiko. Ne pričakujete Državnega sveta, da smo vsemogočni, imamo pa tukaj možnost stisniti glave skupaj, najti tudi podporo javnosti za določene stvari in potem s to podporo javnosti nastopati v nadstropje više, kjer se sprejemajo odločitve o tem, kakšna prihodnost nas vse skupaj čaka. Vaša naloga do današnjega dne je bila pripraviti, agregirati na nek način podatke in postrežiti s podatki, ki ilustrirajo stanje v tej zahodno-slovenski regiji kot drugačne, kot so drugje. In nekako na nek način osmisliti ali upravičiti specifiko ukrepov, ki se bojo izvajali v tem delu Slovenije. Kot sem rekel že na našem sestanku v Gorici, osebno čutim veliko pomanjkanje teritorialne organiziranosti v smislu pokrajin, ker bi pokrajine lahko zdaj čisto avtonomno ukrepale. In tudi sem povedal, da se mi zdi, da je ustanovitev pokrajin v tem trenutku največja nuja, kar je kdaj bila, po drugi strani je pa največja težava, kar je kdaj bila, če se bomo zopet začeli soočati z novo krizo, novo ekonomsko krizo. Vam pa zmanjkuje časa za drugačne rešitve. Predno pa dam besedo vam, predstavnikom gospodarstva in lokalne samouprave. Bi mogoče kdo od mojih svetnikov rad besedo? Ja, Mitja Gorenšček, izvolite. Predsednik, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da naš petkov sestanek je bil zelo koristen, naše srečanje. Poleg uradnega dela je bilo koristno tudi druženje po uradnem delu, ker mislim, da smo si določene zadeve razjasnili in pripravili neko strategijo, kako pripraviti argumente na način, da bomo lahko z njimi šli pred odločevalce. Toliko sem vključen v pripravo tretjega paketa, da lahko povem, da gradivo smo dobili, vsebine smo dobili v
v soboto in nedeljo smo jih kot zbornica obravnavali in usklajevali z drugimi delodajalskimi organizacijami, v kontaktih smo bili tudi s sindikati, ker aktiviran je bil tudi ekonomsko-socialni svet, kjer se sprejemajo odločitve s konsenzom. Danes pred sejo vlade je sklican ekonomsko-socialni svet ob 12. uri, kjer naj bi se zadeve uskladile, predvsem med delodajalci in delojemalci, potem bo pa vlada ta paket sprejemala. Bilo je izpostavljeno 8 sklopov z različnih področji. Jaz bi vam predstavil zelo grobo, v katero smer grejo 3 glavni sklopi, ki so v pomoč tudi panogam, ki so prisotne v vaši regiji, oziroma v naši regiji, jaz sem tudi odgor. In sicer predvideva se, da se bo ukrep čakanja delo na domu podaljšal. V prvotnem besedilu je bilo mišljeno samo za turizem, dosegli smo, da bo veljal za vse panoge po kriterijih in ne po kriteriju dejavnosti. To pomeni tudi avtomobilska industrija, tudi prevozniki in tako naprej. Bojo pa pogoji nekoliko manj ugodni, končni pogoji še niso znani. To pomeni, ta ukrep naj bi se nadaljeval, vprašanje samo je, predvideno je bilo, da bo 1 mesec, zdaj se pa pogovarjamo do 3 mesecev. Drugi ukrep, ki naj bi bil uveden, kar je glavna vsebina 3. paketa, je skrajšan delovni čas, ki predvideva skrajšanje do 50%. Tukaj je bilo prvotno besedilo tudi nekoliko nerodno, predvsem povračila teh stroškov, predvideno je bilo v 120 dneh, dosegli smo, da bojo povračila promptna. Ukrep kot tak mislimo, da je pravilno pripravljen je na osnovi ukrepov, kot jih imata Avstrija in Nemčija. Mislim, da tukaj tudi ni velikih razhajanj med delodajalci in delojemalci. Tako da to sta 2 glavna taka ukrepa, ki vplivata tudi na vaše gospodarstvo oziroma gospodarstvo cele Slovenije. Potem je pa še tretja stvar, ki je v tem ukrepu, o kateri ste že precej slišali iz medijev, to pomeni ta bon, ki ga lahko državljani koristijo v turizmu. Ta bo tudi pozitivno vplival na turistično gospodarstvo, ki je močno prisotno tudi v goriški regiji. Jaz bi te zadeve izpostavil od 8, lih toliko, da vidite, v katero smer se zadeve spreminjajo oziroma se bojo spremenile po 1.6., ko je prvi paket vzet iz veljave in ga nadomešča 3. paket. To pomeni, še zmeri se bo dalo čakati na delo na domu, uvaja pa se skrajšan delovni čas. Kar se tiče naših bilateralnih dogovorov, v Gorici je bilo ugotovljeno, da problemi, ki jih izpostavljate, da so v veliki večini problemi cele Slovenije in ne samo problemi goriške regije. Rekli smo, dajmo se fokusirati na goriško regijo. Mi v gospodarski zbornici smo vam poslali nek dopis, kdo bi vam znal pripraviti neko analizo, ki bi jo lahko kasneje uporabili tudi kot argument do odločevalcev. Pogovarjali smo se že o tem, katere so neke specifike in verjamem, da danes vi še nimate podatkov in jih tudi ne pričakujemo, prav pa je, če imate vsebino. To pomeni, v katero smer naj bi se ta analiza usmerila. Te zadeve, ta analiza se gotovo ne bo dala narediti čez noč, cilj pa mora biti, da nam bo predstavljena pred posvetom, da se bomo lahko pripravili, da bomo te argumente tudi mi izpostavili, jih dopolnili in jih predstavili na posvetu. Se pravi, tukaj je potrebna poglobljena analiza,
ki jih je delala gospodarska zbornica, 3 niso pokazali te deviacije, statistika tudi ne pokaže še te deviacije, verjamem pa, da to je. Zato še enkrat vam polagam na srce, da se tukaj res zaupa tistim, ki se profesionalno ukvarjajo s tovrstno analitiko, da vam pripravijo te argumente v taki obliki, da bojo prepričali tudi druge. Zahvaljujem se svetniku Mitji Gorenščku, besedo pa predajam državnemu svetniku Davorinu Terčonu. Izvolite. Najprej pozdravljam to inicijativo, ki ste jo sami začeli. Pozdravljam to, da je gospod predsednik državnega sveta to inicijativo osvojil in da vodi aktivnosti, da bi v prvi fazi prišlo do posveta, v končni fazi pa seveda do primernih rešitev. Jaz sem že, ko smo se pogovarjali, gospod predsednik, o tem obvladovanju krize natančneje, predlagal, da bi sicer se strinjam absolutno, da pobudniki so predstavniki goriškega gospodarstva in lokalnih skupnosti, ker je to resnica in vam izražam tudi priznanje, ampak da bi obravnavali problem na Primorskem v celoti. Mi smo nekaj že pred tem rekli par besed na hitro, kolege, ki se poznamo z Goriškega pred dvorano, in vsi smo se strinjali, da prihajamo tudi iz Krasa, pa če rečemo obalno-kraška ali pa južno-primorske regije, vsi v zelo podobnem položaju. Res je, da po obsegu je igralništvo na Goriškem najobsežnejše in je največ prebivalstva odvisno od te dejavnosti. Ampak ni pa zanemarljivo in zelo pomembno tudi za ostale kraje Primorske. Saj igralništvo praktično večino prometa, kot vemo, ustvari na Primorskem na zahodni meji, zaradi pač specifičnih pogojev, ki tam so, kot Panova v celoti v Sloveniji. Druga stvar pa, ker je pred mano govoril kolega Mitja, torej, ki prihaja iz sfere, ki na nek način je v prvi vrsti seznanjena ali celo sooblikuje skupaj z vlado, ki določa praktično večino ukrepov, bi predlagal, da je spremljanje posledic dolgoročno. Zdaj govorimo o prvem paketu, drugem paketu, potem tretjem, ki nadomešča, in bojim se, da bo to vse skupaj izvenelo, če ne bo drugega vala v jeseni, in da bomo rekli, korona je za nami, ampak glavni problemi nekaterih panog bodo šele prišli. Zdaj utemeljim še to in dovolite mi, da je to samo moje razmišljanje, kaj te številke točne, Mitja, bodo šele prišle. Gradbeništvo, kolikor sem se jaz pogovarjal z gradbeništvom, v tem trenutku ni še zakorakalo v neko resno krizo, kot je bila recimo po krizi 2008, ki se je začela v Ameriki, pri nas je šla po 2010, ampak je relativno dobro. Potem gledam avtomobilsko industrijo, ki so sedaj zagnali Viking Creek. Zdaj, po moje, vseeno je za počakati par mesecev, kajti, če pogledamo prodajo v trgovinah, na koncu pri prehrambenih izdelkih so, kot pri medicinskih seveda, so eni imeli mnogo boljše rezultate, ampak bile so zaprte praktično vse druge trgovine. Ne vem pa, če bojo tisti, ki prodajo recimo kmetijske proizvode in tako naprej, zdaj je tudi pomlad, utrpeli kakšno grozno krizo. Meni mi pravijo, da je zdaj prodaja zelo, zelo dobra. Hočem reči, da je treba ene stvari spremljati pač na daljši rok. Gradbeništvo bo lahko prišlo v krizo, ali pa nepremičninski trg šele konec leta. Nepremičninski trg, mislim, da še v tem trenutku sploh ne ve, kje je. Potreba še to ugotoviti sploh. Lahko konec leta ali pa šele drugo leto. Prepričan pa sem, da kar se tiče igralništva, da trgovina v nekih segmentih, ne upam se trditi vse panoge, ampak v nekih segmentih bo to brez večjih težav prenesla. Za turizem je to že bolj riskantno reči, saj ima neke daljnoročne ukrepe in odvisno tudi od režimov, ki bodo v Evropi in fluktuacije turizma. Mogoče celo gostinstvo se relativno hitro, če se odpre italijanski trg na našem območju, stabilizira.
Zelo težko bi pa rekel, da bo igralništvo prišlo na nivoje, ki je bilo. Namreč tisti 3 meseci, ki so zamujeni. Mi vemo, da 90% igralniških gostov je stabilnih, kot bi rekel, ne? Oziroma stalnih. Ne? In tistih 3 mesece niso zahajali in tistih 3 mesecev ni mogoče nadomestiti. Težko je pričakovati, da so zdaj akumulirali v tej krizi kakšno bogatstvo in da bojo bili boljši gosti. Prej narobe. Tako da je treba gledati pač po panogah neke tudi dolgoročne ukrepe. Je to samo moje razmišljanje in moj apel, ne? Da ne bi zdaj izvenelo, da bomo naredili en skok, potem bomo pa na vse skupaj počasi pozabili. Tako da tle sigurno podpiram to, upam, da bojo sklepi šli v to smer. Nimam pa nobenih težav, če je to za celo Primorsko delčo tega, kajti mislim, da nekih velikih razlik ni, razen v Kopru, ki ima luko, ne, tam je neka druga zgodba, ampak če odzovamo ta del, recimo, če gremo gor od Kozina gor, je podobna zadeva, ne, tako da tle je Davor in ker tudi ta posvet, ki smo imeli v Gorici, je bil, so bili prisotni vsi severno-primorska v bistvu, ne, bila tudi Idrija, Tolmin in tako naprej, da smo že tam zavzeli nek večji bazen, da bi poskušali te zadeve speljati, no, lih toliko z moje strani, hvala. Zdaj, kakih konkretnih kazalcev ni, morbit bi pa tudi potrebno je še enkrat narediti, da tudi izpostavimo s tem, kak je, bom rekel, severno-primorska ali pa ta regija nekako, koliko prispeva v ta proračuna, ne, ker enostavno, da ne bomo prišli do tega, ja, saj smo vsi enaki, ne, tudi ko bomo do vlade, zadnjič so že poslanci slišali, kako je rekel, ja, se s tem bo pa zdaj rešeno, v 3. mislim, da ne bo rešeno, ker že zdaj se govori v 4. pa v 5. pa ne vem, kjeram še. To je tista dolgoročna rešitev, jaz mislim, da je pa regija tista, ki bi lahko neki tudi ta regija, da tako rečemo primorska, jaz bom kar to ne bom uporabljal Goriška, ker je malo oska, težek, tudi Kras prije zraven, obala se bo pa mogla odločiti, ker če ste brali, to ni nobena skrivnost, v Primorski so rekli, da oni to ne zanima po domače povedano, v Primorskih novicah v soboto je bilo to, ne. Ampak pustimo, morbit se bojo premislili. Zdaj, bi pa sam to rekel, to predvsem bo ta naš poskus, morbit prispel tisto, kar je predsednik rekel, neka decentralizacija, danes je regulacija iz Ljubljane, pustimo, nimam nič proti, če bomo to nadaljevali, ampak dajmo poslušati tudi po regijah, pa naj bo enkrat ta primorska regija tista, ki je. Zdaj boste vi povedali, kje smo tisti, kar smo rekli v petek, ne, posebni, kje smo tisti, kodar lahko nekaj dodamo ali pa kodar lahko nekaj zahtevamo ali pa predlagamo bolj, kot zahtevamo. Jaz mislim, da tukaj, tako kot je že bilo rečeno, kakšne jamranje, to ne bo obrodilo sadov, ampak vemo, da na tem področju so iniciative bilo in bojo in upam, da tudi naprej. Tok na kratko, da ne bom raje vam pustil besedo. Hvala. Enkrat pride z Ljubljane, tako kot jaz tukaj in vas gledam, jaz ne razumem čisto dobro, kako, v kakšnih razmerih ste si občine, koliko ste so odvisni drug od drugega, kako potekajo te gospodarske relacije, kaj prizadene eno občino in posredno še drugo, če se tukaj nekaj zgodi. Jaz tega ne vem, to vi veste. In to je treba na nek način zdaj osmisliti, kdo bo pa kako bo šel. Tle je treba najti nek, ja, recimo temu nek stalni posvetovalni organ, ki bo komuniciral z nekom in to komunikacijo si je treba izboriti ali izprositi ali izsiliti ali kakorkoli že. Samo ena na ena ne bo šlo, da se vsak župan posebej pogovarja gor, to ne bo šlo, da se vsak gospodarstvenik pogovarja, ne bo šlo. Jaz bi tle svetoval, še enkrat povem, jačanje vloge strokovnih asociacij, kot so zbornice, obrtna, gospodarska, trgovinska, in to je vsaj nek neutralni teritorij, na katerem je politika pripravljena poslušati, ne da bi utrpela politične posledice. Predsednik, hvala za današnje povabilo, enako hvala tudi ostalim državnim svetnikom in ostalim sodelavcem iz državnega sveta, ki smo se danes vsi skupaj tukaj zbrali samo z enim ciljem, da zastavimo in postavimo stvari tako, da bomo prišli k tistemu cilju, ki si ga vsi želimo. Eno je okrevanje, drugo seveda tudi razvoj naše regije. Jaz pač sem človek, ki izhajam tudi iz gospodarstva, sem praktično odrasel iz obrtniške družine, tudi delni solastnik enega
podjetja, ki se ukvarja s plastiko. In nekako, ne glede, da sem zdaj 5. leto kot župan, sem stalno povezan tako z lokalnim gospodarstvom, z manjšimi obrtniki, z manjšimi podjetniki, kakor tudi seveda spoznavam delo večjih podjetij na našem področju. Prej sem tudi 30 let delal v grafiki Soča oziroma v Mladinski knjigi, tako da mi je bolj ta branža knjigotrško, papirniška blizu. In kadar izhajaš iz ene pozicije, ko veš, kaj pomeni ustvariti eno delovno mesto, ko veš, kaj pomeni izpeljati eno investicijo in tako naprej, in se srečuješ z ljudmi, ki so v teh trenutkih ob naši meji v veliki krizi, smo bili v krizi cela Slovenija. Vendar pri nas je določena specifika, kar bo potem tudi Marino skozi številka, ki smo jih zdaj od petka do včeraj uspeli oceniti, se bo ta stvar pokazala, da tisto, kar stalno govorimo, da smo trenutno mi bolj prizadeti od ostalih, da stvari držijo, vsekakor pa bomo morali te stvari podkrepiti, tudi še z natančnejšimi številkami. Mi smo takrat na prvem sestanku, ker smo mi tukaj rekli, ja, gremo širše, gremo normalno, cela severno-primorska statistična regija. Prepričan sem pa, da v Idriji, da v Ajdovščini je ta odvisnost od italijanskega trga bistveno manjša, po drugi strani pa seveda avtomobilska industrija, vemo, je v Idriji je močna, pa tudi v Šempetru, recimo Male, in tako dalje. To je potem neka stvar, ki zajema cel slovenski trg, oziroma širše. Igralništvo je bilo tisto, od katerega smo si vsi lepo dobivali v občinska proračuna, od Bovca, Idrije do vseh 13 občin smo dobivali. Dobila država. Dobili so, bilo je zaposlenih, zdaj govorim na Goriškem, 2000 ljudi v igralništvu. Ma je bilo tudi en kup dobaviteljev, do tistega, ki prodajo rolco za račun, do čistil, do vsega tega. In ta efekt se multiplicira tudi na ožje gospodarstvo, malo gospodarstvo Goriške. Igralništvo vem, da bomo ga zagnali najkasneje, vendar tudi vse ostalo. Jaz izhajam iz občine, kjer živimo tik ob italijanski meji, mi smo prav na meji, celo čez pokopališče šla pred leti meja in tako dalje. Gostilne, ki so dobre, odlične gostilne, jih niso odprli v tem tednu, ker jih ne morejo, ker imajo preveč zagonskih stroškov in Italijanov ni. Če bi ti za gostilno eden imel v centru Slovenije, bi odprl, ker bi mu prišlo, 60% ljudi bi mu prišlo, da si kad hodili prej. Pri nas pa ne. In to so te specifike, ki jih je treba poštevati. In zdaj najbolj važno je, da smo toliko hitri, da damo tisto infuzijo bolniku, da preživi, potem bomo pa delali dalje. In jaz sem samo iz tega stališča rekel, sem bil vesel, da takrat smo takoj prišli do tega srečanja in do te pobude, da pač krenemo vsi skupaj dalje, ker okoli mene so prišli podjetniki. Oni so vsi podjetniki, ki so okoli mene. In oni so rekli, kako razumite župani, kako to stvar vidite, mi smo poslali 12-13 županov, nas je poslalo 2-krat na vlado v marcu in v aprilu 2 pismi. Odgovora žal iz vlade ni bilo nobenega. In zato jaz sem videl državni svet kot tisti organ, ki zastopa najširše interese in je tudi politično najbolj neutralen. Toliko, da, ker vidimo, da zdaj, če predlaga ena stranka, bo druga udarila, če tretja, bo četrta udarila, medtem, ko če bo prišla pobuda iz strani državnega sveta, pričakujem, da bo stvar imela bistveno večjo težo in imela tudi manj nasprotovancev. Tako da iz tega stališča mi želimo zdaj isto, da se nekaj na hitro premakne, da to ostane, normalno potem pa prav to v sodelovanju tako z zbornicami in verjetno še s kakšno drugo inštitucijo, da pridemo do
nekih razvojnih usmeritev, ki bodo trajne, ki bodo res prestrukturirale lahko tudi del gospodarstva, predvsem pa to, da se bodo odprle nove delovna mesta. In kaj se lahko še bojimo? Bojimo se, da bodo tisti ljudje, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost danes lahko in so tudi usposobljeni in takih trg išče, tudi v krizi jih išče, da se ne bodo še ti ljudje odselili v Ljubljano, v center. In jaz samo iz tega se čutim odgovornega tudi kot župan, da povzememo vse ukrepe, da pomagamo ohraniti pogoje, da bo čim več ljudi preživelo, oziroma da bodo tisti, ki so zaposlovalci, lahko obdržali čim več ljudi, ki bodo potem tudi ustvarjali in razvijali. Mi, če bomo delali nove zidalne okoliše in ljudje bodo imeli delo v Ljubljani, težko bo zidal hišo v Mirnu, ker prej ali slej se bo preselil v Ljubljano. Če bo pa imel delo tukaj, potem bo iskal tudi možnost stanovanja in vse skupaj. Tako da skozi to je zdaj moje videnje, zdaj bo pa Marino povedal kot predstavnik pobude, gospodarske pobude Rešimo Goriško, kot gospodarstveno in potem bomo pa drugi tudi še dodali svoje. Hvala lepa, te prosim, če se odjaviš. Marino, preden začneš, jaz bi samo eno stvar še povedal. Glede, kot Covčen, kot Primorc bom povedal po primorsko, jaz sem drugače po naravi vzgojen in šolan bil za vojaka. Jaz, če pridem generalštab in če mi generali rečejo, da se moramo vojskovati, bom rekel, monama, zakaj pa imaš drugo uniformo, vse te nisem povabil krompir kopati. Zdaj pa mene zanima, kakšen je bojni načrt, ne tudi, da se treba vojskovati. Prva stvar, kaj pomeni beseda prestrukturiranje? To je tisto, ki te napiše nekdo na ministrstvu in je 96 strani v fasciklu in se vsi strinjajo in potrdijo in čau, gremo dalje in noben ne ve, zakaj se gre. Glej, mene zanima zdaj prva stvar, ta. Najprej ocena, katere panoge bojo lahko preživele, kakšni so pogoji, da preživijo. Katere so tiste panoge oziroma dejavnosti, na katere lahko računate na ekspanzijo in kakšna je cena cost-benefit, da iz teh panog preseliš ljudi, kdo jih bo izobraževal, kdo bo prevzel socialo občina ali država, v katerem segmentu in kam se bomo šli, kako bomo to podprli z izobraževalnim sistemom, zdaj, takoj. Je res ali ni res, da je igralništvo obsojeno na popolni krah? Jaz ne verjamem, da je. Dajmo mi začeti realne ocene dajati. Kaj je tisto, kar je najbolj ogroženo in kar moramo za vsako ceno rešiti zdaj? Kdo ima koliko denarja, da to reši? Kdo ima koliko politične moči, da se o tem pogovarja? Ker če ne se bomo pogovarjali samo o tem, da je treba prestrukturirati in rešiti. Veste, jaz v tej dvorani in Uni gor sem takih prestrukturatorjev pa reformatorjev videl toliko, da se mi že slabo dela in ko ga enkrat vprašaš, kaj si mislil s to reformo, ti ne zna niti čisto jasne definicije problema opisati, kaj šele, da bi ti najdel rešitev. Zato jaz mislim, da ta posvet mora izveneti v smislu ponujanja konkretnih rešitev, kaj realno ocenjujemo, kaj je zdaj prizadeto, kaj rešujemo, kaj bomo reševali za vsako ceno, kaj lahko pogrešamo, kakšne so posledice in kam bomo s tistimi ljudmi. Kdo jih bo izobraževal, za čigav denar? Spomnite se krize največje brezposelnosti. Država je dala denar za prestrukturiranje delovne sile. Avtošola Bršljin Novo mesto je proizvedla ne vem koliko tisočev voznikov, viličarjev in skladiščnikov. Cel svet gre na paradigmo od proizvajalnega trgu do uporabnika, mi smo naredili pa nacijo viličaristov in skladiščnikov, ki jih noben ne rabi. In to je koštalo milijone. In ko sem o tem govoril tukaj javno, so me začeli gledati, kot da sem z Marsa. Ma nisem. Sem z Primorska, Diobono, dajte razumeti. Dajmo se o konkretnih stvarih začeti. Kdo je pripravljen nositi koliko posledic, v kakšni kondiciji ste z nekaterimi panogami ali pa brez njih, kaj se bo zgodilo z občinskimi proračuni, kaj pričakujete od države, če reče, ok, igralništvo ni perspektivno, ugašamo. Prav, ampak iz tega je iz proračuna živelo toliko in toliko ostalih dejavnosti in toliko sociale, izobraževanja, infrastrukture. Kdo bo to nadomestil? Predsednik, najlepša hvala. Tako rad poslušam take govore, če bi jih vsi počeli in tudi tako delali, bi sploh ne bilo problema. Nažalost, ni tako.
In naša inicijativa in mislim, da generalno podjetniki vedno tako delamo, pa so zgolj slabe izjeme. Rad bi povedal mogoče en vic, ki je obratno tega, kar bi pričakoval od oblasti, kakršnekoli pač je in katerekoli je. Finančnik je prišel k kralju in povedal, da nima denarja več v blagajni. In kralj je rekel, ja, kaj bomo pa naredili? Ja, je rekel, edina šansa je, da davke dvignemo. In to je rekel kralj, ampak ljudje misliš, da bojo to kar mirno potrdili. Je rekel, druga šansa je, kralj nimava. In dvigne davke. In čez en mesec pride finančnik, kralju spet pravi, kralj, kako je? Ti je rekel, začel pretekati denar, ampak ga je premalo, verjetno treba še enkrat dvigati davke. Pa pravi kralj, jaz mislim, da ni problema, se noben nič ne protestira. In seveda so dvignili še enkrat davke, še 10%. Včasih smo se v šolo učili 10% mnogo, danes je pa 50% malo. No in tako so ponovili še 4-krat in ko so začeli ljudje pred gradom krčati, da bojo zakurili grad, je rekel kralj, zdaj pa popustite 10%. Dobro, to je anekdota, kako država ne sme delati in mislim, da zdaj vse te pomoči, o čemorkoli govorimo, je nekaj, kar je mogoče lažje sprejemati, da nam država pomaga, ne? Zato, ker vsi mislimo, da ni naša, da to z nekega žakla prije. In to ni res. Zato, ker vse to bomo mogli vrniti in spet bomo biti tisti, ki bomo to vračali. Tako da jaz v bistvu bi rekel, da rabimo delati pametno in rabimo predvsem stvari ekonomsko izračunati, kako jih peljati. Primer vam bom dal v Bergamu, so bili nažalost nepripravljeni, žarišče ključnih težav v Italiji, še dan danes. Tam živi tudi en moj sodelavec, ki je zaposlen pri nas. Skoraj, da so jim zašvajsali vrata doma, ne? Ampak kje je bila napaka? Napak so naredili en kup in to regijskih napak, vodstva regije. Da so peljali bolne v domov ostarelih, ker v bolnicah ni bilo placa. Kaj se je pol zgodilo? Da so imeli te respiratorje za pljuča, v Italiji ne mnogo, ampak so jih imeli v drugih regijah, kjer ni bilo potreb, pa niso prišli v Bergamo, kjer so jih nujno rabili. In tle je zdaj v bistvu vam kar dal primer Primorske, oziroma vseh obmejnih področij in predvsem občin, ki mejijo na Italijo, je isto kot ko je zdravnik tam imel 3 bolnike in 1 aparaturo. In rabo se je odločiti, da bo enega zdravo. Ni mogel vseh 3, zato ker je imel samo en aparat. In jaz mislim, da bodo tudi te odločitve res potrebne pomagati ključnim vejam industrije, ampak mislim, da tudi ta naš obmejni prostor, vključno predvsem za Sežano, mogoče, če rečem, da so občine Bovc neodvisno od italijanskega trga ali pa zelo malo, ker hodijo tja športniki iz predvsem srednje in severne Evrope, je pa sigurno od Kobarida do Pirana problematično. Še posebej je pa problematično od Brd do obalno-kraške regije, mislim, da predvsem oba centra Gorica in Sežana. Gorica še posebej zaradi samih dejavnosti, ki jih pa. In jaz jih ne ocenjujem kot slabe, jih ocenjujem kot stabilne, so pač v tem trenutku problematične, vendar moramo pogledati za nazaj, kaj so prinašali in sem prepričan, da tudi naprej bojo. In moramo paziti, da ne bojo umrle v tem času. Potem imamo pa veliko število storitvenih manjših podjetij v celi tej regiji, kjer je prebivalstvo vseeno, če štejem nekdanje obmejno področje propustnice in da rečem, da je to 100 enot, jih 60 do 66 živi v Italiji in 33 do 40 v Sloveniji. Torej tudi ta relacija ekonomskih učinkov je podobna, ker mi lahko tržimo tam 2/3 svojih storitev, oni pa nas zgolj 1/3, ljudje pač pravimo približno enako.
Drugo je pa, da je ljudi še vedno strah, ne? In to je dobro. To je dobro, ker mislim, da Slovenci se znamo ukvarjati. Mene je strah in nas je strah, da Italijani se ne bojo znali vnašati, da jim bojo spet dali ukrepe in bomo mi res v velikih težavah na Goriškem. In zato je to, da prosimo, da dobimo en poseben statut, če se to zgodi, če se to ne zgodi, ne rabimo nič. Danes, koliko imam informacije, nekaj se dela v tej smeri, oblikovanje tako imenovanega zlatega investicijskega pravila, se pravi, da imaš vedno neki drsni plan in da imaš na zalogo vedno dovolj projektov, seveda pa podprtih tudi z financami. Mi smo po dolgih letih uspeli pravzaprav dobiti nek kronski dokument razvoja infrastrukture do leta 2035, mislim celo, ne samo ceste, ampak tudi železnice, zračnega, luke in vse tako naprej. Vendar ta dokument postaja iz dneva v dan bolj zastarel, ker se pač tisto, kar je tam zapisano, pač ne izvaja in se samo odmika, namesto da bi izvajali projekte in, bom rekel, po nekem drsnem planu dodajali nove, se pač je to več ali manj postaja neka črka na papirju, ki se ne izvaja. Ampak mislim, da bo gradbeništvo zopet, seveda, zopet se vsi zaklinjamo na to, da je pač neki pospeševalc, neki multiplikator. Upozarjamo tudi na to, da in zdaj se je to v tej korona krizi pokazalo, da te dolge dobavne verige ali pa če hočete izvajalci, ki prihajajo iz daljne Kitajske, iz Turčije in tako naprej, imajo zdaj resne težave. Turki ne morejo začeti projekta, ker ne morejo po domače povedno spraviti ljudi v državo, Kitajci podobne zgodbe. Mislim, da je to en popoln nov moment, ki smo se ga pravzaprav začeli zdaj komi tako objektivno zavedati. Ob tem seveda, da študije jasno kažejo, da tudi če je domači izvajalec dražji za 20, celo mogoče 30%, če je veliko živega dela vgrajeno v projekt, je v bistvu za državo zadeva praktično neutralna, ker pač plača, davki, prispevki, obrati. Če pač daš vse ven in če ta še železo in cement pripelje z Kitajske, potem od tega nimaš nič. Potem ima zgodbo Teša, kjer je Alstom pokasiral 700 milijonov, mi se pa niti za proti dobave nismo dogovorili. Mislim, ne bi vrsto utrujal s temi zadevami, ki so znane, vendar neki momenti se tukaj novi pojavljajo. Tudi Evropa nima recimo podpisana z nekaterimi državami meddržavnih sporazumov. Mi to jemljemo tako zelo, jaz še razumem nekega konkurenta iz Evropske unije, pa težko pa razumem, da lahko tukaj konkurira ravno vsak. In zadnjič sem rekel, da bi bilo zanimivo dati eno ponudbo recimo na Kitajsko, naše eno podjetje, da bi ponujalo delo na Kitajskem, po mojem. Mislim, to bi bilo en tak, bom rekel, presedan, ampak zakaj pa ne? Pa makar z dumpingom za začetni poizkus. Tako da skratka, ja, delovna mesta seveda bodo ogrožena, kot sem rekel, v gradbeništvu mislim, da bo tam konec leta, če ne bo se zadeva pravilno obrnila, zopet en polom in ta multiplikacija potem pač ne bo delovala. Tako da imamo kar tehtne premisleke v bodoče. Hvala.